Krško je gostilo kvalifikacijsko dirko za evropsko prvenstvo posameznikov v Speedwayu. Na Portugalskem so v izjemno zahtevnih vremenskih pogojih vozili 5. dirko svetovnega prvenstva v motokrosu. V posebni športni zgodbi več o tem, kaj vse počnejo na dirkah različni dirkaški funkcionarji in tisti, brez katerih dirk v oblikah, kot jih poznamo, sploh ne bi bilo. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Stadion Matije Gubca v Krškem je bil prizorišče ene od sicer skupno 4 kvalifikacijskih dirk za nastop v finalni seriji Evropskega prvenstva v Speedwayu. Preizkušnjo so organizirali člani AMD Krško, ki so bili lahko ob predstavitvi voznikov zadovoljni s pogledi na tribuno, saj je bila polna Speedway bojev na stezi željnih gledalcev. Med 16-terico voznikov, ki so se potegovali za 4 mesta v naslednjem kvalifikacijskem krogu, so z licencami AMZS slovenske barve branili Anže Grmek, Matic Ivačič in Denis Štojs. Zaradi razmočene steze je odpadel popoldanski trening in Slovenci, ki so tu med tednom trenirali, bi morali imeti prednost. Žal je bila to bolj ne prednost, kot prednost, ker je bila proga čisto drugačna od treninga. Vseeno je slovenska trojka v uvodnih vožnjah dobro opravila nalogo. Ivačič je osvojil 2 točki, Štojs 1. Grmek pa je tekmece pustil za seboj, ter je ciljno črto prečkal na 1. mestu in vknjižil 3 točke. Zelo dobra konkurenca, mislim, da sem se dobro odpeljal. V nadaljevanju Ivačič tokrat ni našel ustreznih nastavitev motorja in idealnih linij. Želel sem si pred domačim občinstvom to pokazati, da se znam peljati, da se lahko usam z najboljšimi, ampak ja, niso šlo po moje želje. S skupno 6 točkami je Ivačič pristal na koncu na 9. mestu. Štojs pa je vknjižil 3 točke in končno 12. mesto. Sigurno sem zelo razočaran. Imel sem željo prijeti med prve 4. Enostavno po drugi rundi se mi je dirka presula v narobno stran, ampak ja, to je šport, enkrat je dobro, enkrat slabo. Treba dirkati, treba trenirati in ne mislim pa puške v koruzo vrst, sigurno ne. Najbolj se je izkazal Grmek, ki si je privozil dodatno vožnjo za 4. mesto. Naredil sem tudi eno napako, se mi zdi, da v 9. vožnji, katero sem poštartal, bil prvi, na to zapeljal izven idealne linije in žal izgubil 2 mesti in 2 odločilni točki. Njegov tekmec je bil danec Andreas Ljagar. V zadnjem razvažanju mi je žal zmanjkal tiste par metrov. Vseeno je končno 5. mesto potrdilo, da je slovenski mladinski državni prvak v Speedwayu na dobri poti in da se trdo delo na treningih obrestuje. Zdaj se bom preselil na Poljsko, kjer bom lahko tudi malo bolj delal na sebi, delal na vožnji in upam, da še izboljšam mojo vožnjo in tehniko. Sicer pa so na zmagovalnem odru v Krškem stali na mestih 1 in 2 Poljaka Mateusz Černjak in Piotr Pavlicki ter na 3. Čeh Václav Milik. Svetovno prvenstvo v motokrosu se je po 3-tedenskem premoru nadaljevalo s 5. preizkušnjo sezone, veliko nagrado Portugalske. Gostila jo je Ageda, kjer pa so voznike že v kvalifikacijah pričakale zahtevne razmere za tekmovanje. Na močno razmočeni progi se je Tim Gajser imenitno znašel, navdušil je z izvrstnim prehitevanjem kmalu po štartu in nato dobil kvalifikacijsko dirko, na kateri se je Jan Pancar v cilj pripeljal 20. Nedelja je prinesla dež in še težje razmere za dirkanje na progi, ki je bila zelo nevarna in selektivna. Gajserja takšne razmere niso zaustavile. V obeh vožnjah je izvrstno štartal. Prvo je dobil, čeprav je kar nekaj časa vodil Jeffrey Herlings, ki pa vendarle ni bil kos Gajserjevemu napadu v 6. krogu. Slovenski motošampion je nato suvereno dobil prvo vožnjo. Izkazal pa se je tudi Pancar,
ki je z 9. mestom dosegel rezultat kariere v razredu MXGP. V drugo je Gajser ponovno zelo dobro začel in prvi pripeljal v prvi ovinek. Nato pa je nepričakovano zdrsnil in se znašel na tleh. Razmere na stezi so bile vnovič izjemno težke in do konca višje od 10. mesta žal ni uspel priti. Pancar je vozil v ozadju, a se je vseeno prebil do 16. mesta. Drugo vožnjo je dobil Herlings, skupno zmago na dirki pa si je privozil Latvijec Paul Sionas. Gajser je osvojil 3. mesto in je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Pancar je skupno zasedel 11. mesto in osvojil tudi 17 novih točk svetovnega prvenstva. Zdaj jih ima 54. Kjer so bencinski hlapi, kjer se rojevajo dirkaške sanje, dvigujejo pokali, tečejo solze sreče in žalosti, tam so tudi neumorni delavci, ki svojo požrtvovalnostjo poskrbijo za izpeljavo dirkaškega dne. Predstavljamo vam dirkaške funkcionarje, brez katerih bi se vozniki po svoje vrteli v krogu. V različnih panogah ne manjka marljivih delavcev, ki na treningih in dirkah vsak po svojih zadolžitvah opravljajo sila pomembno delo. Od direktorja dirke, časomerilca, funkcionarja, do tistega, ki ne nazadnje dirkaču pomaga dvigniti motor po padcu. Vsi so tam z razlogom in vsi imajo točno določeno nalogo, ki jo morajo predvsem za varnost voznikov opraviti brezhibno. Zelo veliko je dela s tem, da poskrbiš, da so vsi dirkači obveščeni o kakršnihkoli spremembah, o urniku, o tem, kako poteka priprava na dirko, o startni proceduri. Kot direktor dirke je moja vloga, da s strani organizatorja poskrbim, da je vse pripravljeno in v skladu z pravili FIM in pa AMZS, da se ta pravila tekom tekmovanja spoštujejo in da na koncu dobimo tudi zmagovalca. Delegat AMZS je najvišji po hierarhiji, direktor dirke pa mora imeti oči povsod, zato so ostali funkcionarji na dirki njegova podaljšana desna roka. To pomeni, da je z njimi vse skozi v stiku z radijsko povezavo. Koordiniram vse službe, skrbim, da nekako vse teče po razporedu, prošlost za vse. Ta funkcija kot direktor dirke ni nič višja od ostalih funkcij. Smo vsi sodelavci, tako da z mano so tehnični sekretar, tehnični delegat in pa seveda še poleg mene dvojica Miha in Ivo. Mi tvorimo to skupino ljudi. Vloga se začne že pred samimi dirkami, ko pripravljamo sekcije, potem pri pripravi dokumentov, ki jih rabimo, pa seveda potem na sami dirki, pa v glavnem najprej s sodniki poskušamo iti še enkrat skozi pravila, tako da jih osvežimo v vsako dirko. Zaželeno je, da ima čim več izkušenj, da vidi čim več tekmovališč, da je prisoten na čim več dirka, da vidi, kako vidi primere dobre prakse, slabe prakse in to seveda potem prenese na organizacijo dirke za svoj lokalni klub. Veliko je usklajevanja in tudi reševanja takšnih ali drugačnih zapletov med samim tekmovanjem. Najbolj zahtevno je, kadar sem delegat, če je slabo vreme, treba je skrbeti za varnost tekmovalcev in pa se je težko odločiti, ali dirko prekiniti, ali sploh odpovedati. Najbolj zahtevno je najti napako, jo označiti in jo potem seveda ustrezno kaznovati. Da ne bo pomote, kaznovanje ni v prvem planu. Delo vsakega funkcionarja, sodnika na ovinku je obveščanje in opozarjanje na morebitne nevarnosti na stezi. Naloga sodnika je dejansko, da nadzoruje samo pravilnost poteka dirka in pa da se v generalu upoštevajo pravila. Športni funkcionar mora spoznati zastave, zakaj so namenjene zastave. Sodnik sem tudi hkrati sodnik na drugem ovinku, gledam vedno naprej ovinek, kaj se dogaja pred ovinkom. Večina trenutnih funkcionarjev je z motošportom tako ali drugače povezanih že od malih nog. Do te vloge sem prišel v bistvu po družinski liniji, speedway je družinski šport in to se v bistvu nadaljuje. Oče me je vozil 30-35 let nazaj že po dirkah v Sloveniji, po Evropi, po svetu in potem je šlo to nekako iz roda v rod.
Drugi, kot je Izak Šantej, nekdanji vrhunski slovenski voznik Speedwaya, se je v vlogo funkcionarja vrgel po končani športni karieri. Trenutno upravlja delo tehničnega komisarja. Naredil sem tečaj za tehnične komisarje pri FIM-u, potem sem začel prvo na državnih prvenstvih, potem pa na svetovnih, tako da zdaj sem tudi član FIM tehnične komisije in hodim v bistvu po svetovnih prvenstvih in kontroliram motorje. Dolgoletne izkušnje in poznavanje športa so ključni faktorji za upravljanje takšnih funkcij. Začneš kot vsak, kot funkcionar, sodnik zavoja, potem pa z izkušnjami, z leti, prideš na neke višje funkcije, prevzemaš neke večje odgovornosti. Bolj zahtevno je mogoče tole, da moramo cel dan biti skoncentrirani, pazljivi, da gledamo res tisto, kar robimo, da se ne zgodi kaj narobe. Do vloge funkcionarja razumljivo ne prideš čez noč. Za uspešno in pravilno upravljanje dela je potrebno specifično znanje, ki ga pridobiš na tečajih in seminarjih, ter seveda z izkušnjami. Vsakoletno nadgrajevanje znanja pa je ključno za izpeljavo dirk na vseh ravneh. Letno imamo izobraževanje za potrjevanje licenc. To vsako leto. Vsi naši športni funkcionarji AMDB-ja imamo seminar, ki ga moramo praviti, če hočemo, dobimo tekmovalno licenco oziroma sodniško licenco za določeno leto. Licenca za sodnika je rumeno-modre barve, vsako leto je obnovljena. V mojem matičnem klubu Automoto Turin Klub Ljubljana izvedemo pred vsako sezono obnovitveni seminar, kjer se seznanimo z novostmi, obvestim tudi pristojne o kakšnih spremembah. Izobraževanje je precej zahtevno, kar je tudi prav. In moram reči, da tukaj smo se, kateri smo se udeleževali iz Amede Brežice, imamo kar nekaj fantov, še 2-3 so, tukaj smo si nabrali ogromno znanja. In pa znanje teoretika ni vedno dovolj. Sprememb glede terminov dirk ni veliko, te večinoma potekajo ob koncih tedna, zato je požrtvovalnost vseh funkcionarjev, ki veliko prostega časa namenijo svoji dirkaški strasti, poplačana z vsem drugim kot denarjem. Nagrada je pa, da je čim več tekmovalcev, pa da je čim brez poškodb, pa da so tekmovalci zadovoljni. Predvsem je nagrada veselje. Veselje, da smo nekaj skupaj naredili. Eno zadovoljstvo, ko vidiš, da so tekmovalci, pa sodniki tudi na koncu zadovoljni. Če je zadovoljstvo pri vseh, potem je napredek zagotovljen. Skupaj od prvega do zadnjega delajo za razvoj motošporta v Sloveniji. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V nedeljo, 12. maja, bo v Krškem na sporedu druga dirka sezone državnega prvenstva v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Prav tako v nedeljo, 12. maja, se bodo na poligonu v Jaski na Hrvaškem drugič merili tudi za točke državnega prvenstva v trialu.